Kar se pa tiče povezave z Renaultom, moje osebno mnenje je, da je to such a fucking load of bullshit. Što imam pa nareš? Tele špegle, ki so zjutraj zamrznjeni, veš, pa vidiš nič. Drugač pa danes se bo vlog večinoma vrtel okrog tega avtomobila, to je Mercedes A. Hey Mercedes. How can I help you? I would like to go to Ljubljana. No addresses available for your selection. Fuck. Ljubljani ni več. Moram mami poklicati. Hey Mercedes. How can I help you? I would like to have fun. The fan is on. Veš, kako ta avto oblada? Ti bi se rad zabaval in on reče, the fun is on. Zdaj pa tako, med pranjem bom izkoristil temo v pralnici, da bom pokazal ene dve stvari, ki sta povezani tudi s svetlobo. Ok, ambientalna luč v tem avtu je tako kot pri velikih orang stvar, ampak en detalj mi je pa še posebej všeč, in sicer, ko daš klimo na toplo, se zračniki obarvajo rdeče, in ko daš na hladno, guess what? Evo, pazi, zdaj dam na toplo. Vidiš? Še na hladno. Dobra fora, ne? Evo ga, lepota ne pripravljen. Ok, dajmo začeti. Mercedes A očara na marsikakšen način. In za začetek imamo v mislih tisto najbolj očitno stvar, obliko. Pa ko pridemo do te oblike, ne, da je tale avto oblikovno fejst impozanten, takšnega mnenja nisem sam jaz. V šusu, ko sem dal ta prvo fotko na Instagram, je folk takoj začel odpisovati, koliko je hud. In sploh, če je takole opremljen s tem paketom AMG, sem zraven sodijo tudi tele feltne. Mislim, da se strinjamo, da lahko Robert Lešnik na Mercedesu ostane še kakšen let ali pa dva. Herr Lešnik, Sie können noch ein bisschen bleiben. Naslednja stvar, praktičnost. Ampak eno stvar je treba vedeti. Pri Aju ima stil, pa vsebina, tudi tista tehnološko napredna, prednost pred uporabnostjo, pred praktičnostjo, tudi pred prostorom. Začnemo s kufrom. Da bi se s prostornino 370 litrov, kolikor jih ponuja, prav drl, da je družinski, to ne glih. To pa odvisno od vsakega kupca, ne? Bo ta avto tudi delno družinski, a bo lastnik eden, maksimum dva. Pol je kufra več, kot zadost. Evo, druga vrsta. Veš, tukaj je pa že pol malo drugače. Že odprtina, skozi katero je potrebno not prideti, je malo manjša od povprečja, kar pomeni, da je malo težje noter prideti, še vedno ni zadeva katastrofalna, kar se pa samega prostora tiče, malo je prisoten občutek utesnjenosti, tudi zaradi oblike avtomobila, pa placa za glavo ni na pretek. Za kolena ga je ok, zame drugače veš, da nisem velikan, 1,75 m, centimeter pa 8 pa višji, ko se zbudim, to je tudi res. Se ne vem, kako niti rečem, v tem razredu, golf razredu je velik avto, ko ima tukaj v drugi vrsti več placa. To je to. Zdaj pa na vrsti tisti del Aja, za katerega mislim, da je njegova največja prednost. Ker ko se usedeš v kabino, rečeš, aha. A veš, A te zna namreč fejst dobro prepričati, da sediš v Mercedesu, ki je bistveno večji, kot je. A kaj vpliva na to? Mislim, to, da so copy-pastali armaturno ploščo, cel kokpit, vključno zračniki, zasloni, volanom iz večjih Mercedesov, mislim, Mini S, ko prideš noter, se čist ok sliš, zato ker pismo, no, sestavljenost, ergonomija, kakovost materialov, občutek tukaj v kabini, le slišal se bo predrzen. Ampak v tem trenutku ne poznam avta v spodnjem srednjem razredu, torej v golf razredu, ki bi znal omogočiti tako ambientalno izkušnjo. Ga ni. A veš, Mercedes je uspel ustvariti eno tako zelo zanimivo fuzijo, v tem primeru z veliko aluminija, tudi tukaj na armaturni plošči, ki ti daje občutek, da sediš v večjemu, pa recimo tudi dražjemu avtomobilu, čeprav, ko pridemo do cene, pa da sploh ne govorimo o možnosti izbere, le ti nekaj pokazal. Da ti recimo pokažem, kaj se da narediti pri ambientalni svetlobi, če kje že, color. Se ti zdi, da je dosti barv za izbiro, pa sam zagrabaš s prstkom, pa malo porihtaš, ne? Kjero farbo bi točno ti rad zdaj imel. A? Kaj pa tale? Pa ko smo že pri udobju, ne, tukaj lahko nastaviš seat comfort, pa se ti pol sedeš med vožnjo, ves čas malo prilagaja, sedaljni del se ti malo dviga, spušča, enako se dogaja sicer v levo pa v desno s tole bočno oporo. A vidiš, če se kam dlje peleš, da sedeš skozi malo dela, malo miga, zato da pa, ko ven stopaš, nisi ves trd. Aj pa voznikom bo tole tudi všeč, če hočeš spremljati telemetrijo, stisneš tukaj info. Tukaj recimo kaže, koliko gas stiskam ali pa žlajfam, ampak to niti ni toliko impresivno ali pa zanimiv, ker če ti dam vse parametre motorja, pogled to, ampak to zdaj ne zgleda dobro, je ti na posnela lahko skupaj zgleda med vožnjo, če recimo gas stisneš.
Je pa res, da ko imaš te stvari tukaj, telemetrijo, ne, je pa hitro nevaren. Ne. Bož, da gledaš na cesto, kad da gledaš tele črtice, ki grejo levo, desno. Zdaj pa, če gre verjeti vašim komentarjem, pridemo do daleč najbolj sporne stvari pri točno tem avtu. Je skoraj neverjeten, koliko zelo vas moti, da je ta motor v osnovi naredil Renault, Mercedes ga je pa prilagodil za svoje potrebe, zato da se pač zmanjšajo stroški. Evo, tole je čudo od motorja, nad katerim ste se tako razpisali. Najprej osnova, gre za prostorinsko majhen motor, 1,3 litra, 4-valjnik je, 120 kW ponud, valjda je turbo. Kar se samih zmogljivosti tiče, ne morem reči, da ga razganja od eksplozivnosti, ampak boj, ko hitrosti narastejo, se 1, 2, 3 zaveš, da se peleš prehiter. Se mi zdi, da je tak malo sniki. Ko sem jaz avto pelil, se je gibala med 6, 7, pa tudi 9, takrat, ko sem ga malo zares vzel, pa sem mu pokazal par ovinkov, ampak generalno gledano tam 7.0, 7.1 bi moral biti pa povprečje. Je pa nekaj res, pri takšnih zmogljivostih bi jaz pričakoval, pravzaprav bi zahteval malo bolj športen zvok. Come on, avto se pele odlično, bi si zaslužil malo bolj, Kar se pa tiče povezave z Renaultom, moje osebno mnenje je, da je to such a fucking load of bullshit. Motor sam po sebi, to je treba razumeti, pa tudi verjeti, je odličen. Jaz ga lahko pohvalim v praktično vseh aspektih delovanja. Zato, ker motor je tehnično gledano, pa tudi kako se obnese v praksi, odličen. Zakaj bi se nekdo, a razumeš? A pa jaz sam drugače to gledam, no? Ne vem, no, sam se odloča, veš, pa bo pa čez kakšen let prišel ven Clio RS, pa bomo isti motor pa folk rekel, super avto, odličen motor, fejst mu paše. Vse podobna varianta je zdaj, ki je Supra dobila od BMW-ja motor, ne? Vsi pravijo, da so BMW-ji motorji odlični, ne? Če gledaš po Supra, so pa kar naenkrat krep. Se bomo enkrat razgovorili na to temo. No, pa na koncu pa ponovadi pridemo tudi do cene, tako da mogoče zdaj dober trenutek, da ti rečem, da se malo used. Takole, v osnovi ta avto s tem motorjem, pa s tistole opremo stane koliko ne 28 jurjev. To ni malo. Tale je pa nabutan z dodatki, kar pomeni, da cena pa skupaj z davkom je glih okrog 50 jurjev. Za vse tiste, ki ste zdaj v luft skočili, ne, tudi Golfa se da do tja spraviti, da v BMW-ju pa Audiju, ki sta podobno velika, sploh ne zgubljam besed. Tako da chill out. Meni se recimo zdi fajn, da so novinarski avti boljš opremljeni zato, da ti vidiš, česa je avto sploh sposoben, da lahko o tem govoriš, da ne govoriš kar nekaj iz glave. Ta avto lahko ponudi tudi to pa to. Ja, kurc, ko hočeš razložiti pa pokazati, če tega avto nima. Ne moramo v teoriji nekaj blebetati, ne? Treba stvari pokazati. Če pa naredim en grob povzetek, cena gor ali pa dol, tale avto, stilsko izjemen, vozniško hudo nadpovprečen, tehnološko, varnostno, zelo napreden in čist nič neroden mi ni reči, pa verjamem, da se bojo kolegi novinarji strinjali, da je Mercedes A v tem trenutku the hatch. Evo, mi grede, veš, da sem se jaz tukaj na Brdu, na Bajerju naučil drsati. Koliko nazaj? 30 let? Spomini.